moje ime je Kaja Solo, dobrodošli spet nazaj na naš kanal. Danes delamo video o top 10 filmih, ki pridejo letos v kino. Jaz sem naredila en kratek seznam, napisala sem 10 filmov, ki se jih jaz veselim za letos. Prvo naj povem, da to so filmi, ki se jih jaz veselim, mogoče se vi veselite katerih drugih. Ogromno filmov prije vsako leto ven, tako da mogoče najin izbor ni isti, ampak hotela sem ti predstaviti mojih top 10. Ti filmi niso po vrsti drugače napisani, vse približno isto drugače. Na prvem mestu je Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Jaz sem full fan Marvela že od 2008, če se ne motim, ko je prišel prvi Iron Man ven. Jaz sem 100-krat sem gledala ta film. Vsako leto se veselim vseh Marvelovih filmov. Sicer v zadnjih letih mogoče malo manj. Moj najljubši Avenger je definitivno bil Iron Man, ampak njega ni več. V bistvu svet nikoli več ni bil isti, odkar je Tony Stark umrl. Ampak moj drugi najljubši je absolutno Doctor Strange in se toliko veselim novega filma, ki pride ven 6. maja letos in daje majčkeno bolj spooky vibes, da je malo grozljivka, čist v bistvu nekaj novega za Marvel. Ampak boste videli kasneje, da letos ima Marvel ful tak je malo bolj scary. Valjda, glavno vlogo v filmu ima Benedict Cumberbatch, ki je pač Doctor Strange in jaz ga obožujem že odkar je bil Sherlock Holmes in pač jaz sem toliko fangirlala, ko prije ta film ven. Edino mogoče, kar mene moti, je, da je ful povezan z serijo WandaVision, ki sem jo jaz sicer gledala, ampak sem jo gledala ilegalno. Zaradi tega, ker v Sloveniji še nimamo Disney+. Baje ga letos poleti dobimo, tako da definitivno bo mogla poleti vse za nazaj pogledati, tokrat legalno. Ampak po moje bo bo dober. Jaz samo upam, da ne bojo preveč se navezovali na to, zaradi tega, ker zna biti pol majčkeno confusing. Drugače glede trailerja bi rekla, da mogoče ne smemo pričakovati čisto vsega, kar je v trailerju, zaradi tega, ker Marvel ful rad dela to, da malo zavajajo s trailerji, zato da ne moramo kaj predvidevati, da ni pač preveč predvidljiv film in jaz to obožujem, ker že itak nasploh ful ne gledam v trailerjev, ker pol marsikjer film uničijo, ampak od teh 10 sem pogledala trailerje in se vseh ful veselim. Film bo noro epski, pač jaz že ko sem gledala trailer, sem imela kurjo kožo in tist Dark Doctor Strange. To je next level amazing. Drugi film je Batman, oziroma The Batman, ki pride ven 4. marca. To je čez 2 tedna, To je čez 1 teden! Ok. Robert Pattinson je Batman tokrat, za kar sem jaz kar precej navdušena. Oh moj bog, it just hit me. Bil je vampir, zdaj je pa Batman. Boste kasneje videli, zakaj je to še bolj mind-blowing. What? Vse se konekta skupaj, please. Conspiracy theorists, drugače je to DC film. Majčkeno bolj so ponavadi temačni, kot pa Marvelovi filmi. Sicer ne bom zdaj naredila cele analize o tem, ampak meni je bil Marvel mi je vedno bil ljubši od DC-ja, ampak definitivno vidim potencial tudi v Batmanu, da bo dober film. Torej tudi Catwoman, kar je hot as hell. Also, na koncu, ko pride Batmobil ven iz tistega ognja, kurja koža. I swear. Muzika v tem trailerju, celoten ta trailer je freaking amazing. Upam, da film ne bo razočaral, ker ponavadi, kadar je trailer amazing, je pol film, ne bom nič rekla. Tretji film je Elvis, ki pride ven 24. junija. V bistvu mene spominja na Bohemian Rhapsody, na Rocketmana, pač je nek logičen, nasleden glasbeni zvezdnik, pevc, o katerem je film in sem ful navdušena na tem, ker sem pač tudi oboževala sem una 2 filma. Verjetno bom tudi tega, ker sem od Elvisa fan že od malega, obožujem njegove komade, obožujem njegov vibe in nasploh obožujem zgodovino glasbe in pač vse te zgodbe in pač kak je nastal Elvis, njegova življenjska zgodba. Zaradi tega, ker se priznam, da dost ne vem in zdaj niti nimam interesa, da bi se do takrat naučila, zaradi tega, ker mi bo pol film ful boljši, ker ne bom toliko overthinkala. Noter igra tudi Tom Hanks, ki je itak fenomenalen igralec. Pač jaz, ko sem videla, da bo film o Elvisu, sem kričala. Pa ful mi je všeč, zaradi tega, ker je glavni igralec je dost mal neznan, v bistvu Austin Butler. Nima nekih velikih vlog, je bil že v marsikjermu filmu, najbolj v Once Upon a Time in Hollywood, pa tudi ni imel neke velike vloge. Ampak zdaj pa je to njegova prva res velika vloga. Rami Malek je od Bohemian Rhapsody nastal cel pač v Bondu je bil, come on. Navdušena sem, da prihaja nov igralec. Moram še omeniti, da so mi ful všeč v tem filmu kostumi, ker pač meni so kostumi v filmih, ki so pač za zgodovino, so mi ful pomembni in me lahko ful throw-offajo. Če že druga ne bo muzika dobra. Četrti film je Thor Love and Thunder, za katerega še nimamo trailerja. Pride ven 8. julija, ampak ni nobenega trailerja še, ne ve se o čem bo, naj bi
bi bil genderbend Thor, naj bi bila Natalie Portman, naj bi bila nazaj, nič se še ne ve, basically. Ampak jaz, valjda kot Loki fan, upam, da bo tudi kaj Lokija noter. Absolutno mora biti, drugače ga bom izcancelala. Ampak ne morem kaj več povedati o tem filmu, ker še ni trailerja. Ko mi čakam, da bo trailer. 5. film je Lightyear, ki pride ven 17. junija. To je v bistvu Pixarjeva risanka, ni risanka. Pixarjeva animacija in jaz kot dolgoletni fan Pixarja se noro veselim. Definitivno, če vas bo zanimalo, bom naredila tudi Pixar Theory video, kjer bom povedala, kako se vsi Pixarjevi filmi povezujejo med sabo. To zna biti zanimivo, tako da dol spodaj napišite. Kaj je Lightyear? Buzz Lightyear je drugače igrača iz serije Toy Story oziroma Svet igrač. Ta igrača ima svojo zgodbo zadaj, bila je kao film oziroma risanka, ki so otroci gledali. To je zdaj ta risanka, ki jo bomo zdaj lahko tudi mi, pač to je ta zgodba. Meni je to tako amazing, pač to je v bistvu film v filmu. Moram govoriti o Soxu, je v bistvu ta mucek, robotek, ki je pomaga Lightyearu in ta na koncu ta joke. I can provide sleep sounds if you like. I have several options. White noise is fine. Very well. Good night, Socks. Good night, Buzz. Obožujem ga. Zdaj smo leh na polovici, tako da vzemimo si 1 minutko časa za naše sponzorje. A se ti tudi kdaj sprašuješ, kako bi bilo, če bi za telefon plačeval pol manj? No, zdaj se ne rabiš več, zaradi tega, ker pri A1 smo vam zrihtali eno full coolsko kodo, ki se imenuje Džungla Vibe 22, tule spodaj jo imaš napisano. Nujno uporab na svojem paketu A1 Vibe, ker s tem dobiš, kakor sem rekla, 50% popust in pa popuste še na 3 najbolj aktualne telefone. Sorry, sam to smo res full cool zrihtali. Kakorkoli, ziher te zanima še ostalih 5 filmov, tako da glejmo naprej. 6. film je Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, ki pride ven 8. aprila in je v bistvu 3. del sage serije Fantastic Beasts. Ena žalostna novica v tem filmu je, da je bil Johnny Depp nadomeščen. Stil ga je Lashif, oziroma Mads Mikkelsen, ki je igral tudi v James Bondu, hotela sem narediti to samo s Bondom, ker sem obsedena. Iskreno, nisem tak fan Fantastic Beasts, kakor sem bila fan Harryja Potterja, ampak bom itak logično vse šla gledati in se ful veselim. Všeč mi je zaradi tega, ker gre Bunker gre na Bradavičarko in imamo nek nov pogled v ta svet. V filmu bojo valjda spet nove živali, ker morajo narediti nove igrače za prodajati. Ena izmed stvari, ki me ful veseli, je tudi Room of Requirement in pa všeč mi je tudi ta joke na koncu. 3 points to Hufflepuff. Pa na koncu, valjda, ko ta... Spomnim, kako mu je ime. Se ne spomnim, kako je temu tipo ime, ampak ta moment na koncu. Can I? Very dangerous. If it got in the wrong hands, mess you up. Where did you get it? I got it for Christmas. 7. film je, drumroll please, Avatar 2. Avatar 2 končno prihaja ven po 11 letih, po večjih, 2009 je prišel ven. Ni še trailerja, nič še ni, tako da spet ne morem nekaj ful govoriti. Načeloma naj bi bila zgodba o Jacob Sullyju in o Neytiri, da sta posvojila nek nov človeški lik, ki mu je ime Spider. Ne morem nič kaj dosti povedati zaradi tega, ker pač trailerja ni, kakor sem rekla. Pravijo, da naj ta film ne bi bil toliko odvisen od prvega dela, pač pa bo tudi tak, da ga lahko gledaš, če nisi gledal prvega. Naj bi pa film prišel ven 16. decembra. 8. film, ki se ga veselim, pa tudi ni trailerja še, je Knives Out 2. V bistvu zakaj? Zaradi tega, ker noter igra Daniel Craig. Benoit Blanc je detektiv v tem filmu, ki pač ga igra Daniel in Daniel je James Bond, tako da ga obožujem. Bo detektivka, tako je bil prvi del in tokrat se ne bo dogajal v Angliji, ampak se bo dogajal v Grčiji, kar bo amazing, ker jaz imam best friendico iz Grčije. V bistvu pa za Knives Out nimamo niti datuma, kdaj bo prišel ven. 9. film je Turning Red, ki je tudi od Pixarja in pride ven že 11. marca, se pravi je full kmal in se ga full veselim. In kar je čudno pri tem filmu je, da je to že drugi film od Pixarja v enem letu, kar ponavadi Pixar ne dela, večinoma dajo en film na leto ven, ker pol ponavadi enega mečkam pozabimo in damo mečkam bolj v ozadje in ful noče, da se letos tudi to zgodi, kakor se je zgodilo z Inside Out in z The Good Dinosaur. Zaradi tega, ker sta oba dva, jaz se obeh filmov se ful veselim, vedno sem bila ful fan Buzza Lightyeara. Turning Red je pa original, ni drugi del, pač pa je dejansko original zgodba. Je o punci, ki je v šoli in se zaradi neke svoje družinske
las spremeni v rdečo pando, kadar se razjezi in to je tak dost Hulk moment. Po moje bo na tak način, da je pač Coco je bil o mehiški zgodovini, ta Turning Red bo pa o kitajski. In še 10. film, ki se ga letos ful veselim, je Morbius, ki pride ven že 1. aprila. Notor bo igral pa Jared Leto. To je nova Marvelova zgodba, v bistvu o njem še ni nobenega filma, kar se ful veselim, ker Marvel ponavadi uporablja svoje stare like za pač tako je Thor ima 5 filmov že. Mečkem me spominja na DC in, kakor sem že prej rekla, mečkem bolj grozljivka je v primerjavi z ostalimi Marvelovi filmi. Ful mi je smešno zaradi tega, ker je to na nek način je Marvelov Batman, razen tega, da ima dejansko moči kot netopir. Na koncu se v bistvu v vampirja spremeni. Letos je ful enih vampirjev, kakor sem že prej rekla. Also, Jared Leto zgleda noro dobro v tem filmu. To je eden izmed redkih Marvelovih filmov, ki bo dejansko o zlobnežu in ne o The Hero. In tudi to zna biti zanimiv koncept. To so bili vsi filmi za leto 2022, ki se jih jaz najbolj veselim. Dol spodaj mi komentiraj, če se tudi ti veseliš katerega izmed teh filmov in pa ne pozabi temu videu dajte en like, dol spodaj se naroči na naš kanal, komentiraj tale emoji, če si prišel do konca in, kakor vedno, lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se v naslednjem videu. Čau!